Na skrajnem robu slovenskega ozemlja blizu Metlike leži kraj z imenom Rosalnice. Vas, ki se ponaša s takim bogastvom, da ji ga lahko zavidajo največja mesta. Na njenem severnem robu se v senci visokih lip skrivajo 3 cerkve, obdane z visokim zidom. Postavljene so druga ob drugo. To so 3 fare, po katerih so dobile ime. Rosalnice imajo po razlagi poznavalcev svoje ime po rosalijah. To v staroslovanskem jeziku pomeni zažiganje kresov na grobu pokojnikov. Poganski Slovenci so jih zažigali na tem kraju. Pokopališče je ostalo tudi potem, ko so bili pokristjanjeni. V njegovi bližini so križarji v drugi polovici 12. stoletja imeli župnijsko središče. Zaradi vse večje turške nevarnosti so se prebivalci, ki so se naselili ob cerkvah, skupaj s križarji preselili na varnejši kraj, današnjo Metliko. Z njimi se je preselil tudi sedež župnije. Ostale pa so 3 cerkve. V 15. stoletju so pri 3 farah našli zavetje frančiškani, ki so bežali pred Turki iz Bosne. Ko so 3 fare leta 1469 Turki požgali, so se frančiškani umaknili v Novo mesto. Pri vsem umetniškem bogastvu 3 far se za kratek čas preselimo v preteklost, ki sicer ni več, a v njej govorijo kamni, cerkvah in na grobovih. Ta kraj je bil vedno na prepihu. Tu so se tkale prijateljske vezi, včasih pa je nasilje zasejalo sovraštvo. Turške horde, ki so požigale in ropale, vseeno niso mogle ugnati tukajšnjih ljudi. Starodavne cerkve so preživele skupaj z njimi. Zato ni čudno, da vsi tako radi prihajajo sem z obeh strani Kolpe, Hrvati in Slovenci. Valvazor navaja, da je cerkve gradil red templarjev v 12. stoletju. Zagotovo sta cerkev in župnija obstajali leta 1228, ko je cerkev pripadala novoustanovljeni župniji v Črnomlju. Leta 1268 je celotno cerkveno organizacijo v Beli krajini pridobil nemški viteški red, ki se je nastanil tudi v Rosalnicah. V 14. stoletju se je župnija v Rosalnicah osamosvojila. Leta 1469 so zaradi turških pustošenj sedež župnije prenesli v mesto Metliko. Najstarejša severna cerkev, ki jo domačini imenujejo Gornja, je posvečena žalostni Materi Božji. Zgrajena je bila ob koncu 14. stoletja. Poleg gotskega presbiterija z zunanjimi oporniki in 3 visokih šilastih oken je ohranila bogato profiliran gotski portal v zahodni steni pravokotne, kasneje barokizirane ladje. To je leta 1842 poslikal Jožef Gartner iz Kranja s podobami apostolov, evangelistov in prizori Stare zaveze. Na slavoloku je napis v bohoričici. Ogledati si velja glavni oltar in prišnico, še posebej pa 2 stranska oltarja z bogato rokokojsko ornamentiko, katerih je neznani dolenjsko-posavski mojster verjetno dosegel vrh svoje ustvarjalnosti. Na koru skriva cerkev še eno dragocenost. To so najstarejše orgle, narejene na nekdanjem Kranjskem, delo znamenitega ljubljanskega orglarja Johannesa Georgiusa Eisla iz leta 1753. Srednja cerkev z imenom Glej človek iz začetka 16. stoletja je središče romarskega kompleksa, edina ima zvonik, pred njo je tudi lopa z oltarno mizo. Barokizirana cerkev ima 8-kotni tloris in ohranjen gotski prezbiterij. Glavni oltar iz srede 18. stoletja je bil predelan v 19. stoletju. Notranjost je leta 1862 poslikal Jurij Tavčar Idrijski iz Idrije. V močnih živih barvah izstopa predvsem modra, so v prezbiteriju upodobljeni prizori življenja svetnikov, v ladji na stenah Marija Magdalena, Jezus dobri pastir in sveti Peter, v kupoli pa prizori iz cikla 7 Marijinih žalosti.
Med posebne zanimivosti cerkve sodi Marijin oltar v ladji s kipom Matere Božje z mrtvim Kristusom. Nastal je v prvi polovici 18. stoletja, častile pa so ga predvsem tiste ženske, ki so iskale primernega moža. Še danes ga romarke obidejo na kolenih. Južna, spodnja cerkev, posvečena Lurški devici Mariji, je v jedru srednjeveška stavba s pozidanim in v 16. stoletju predelanim presbiterijem. Na zunanjosti presbiterija so vidni fragmenti srednjeveške poslikave iz 15. stoletja. Psevdogotski oltar iz začetka 20. stoletja je delo metliškega podobarja Jerneja Jareba. V srednji niši vidimo Lurško mater Božjo, levo in desno pa stojita sveta Ana in sveti Jernej. Upodobitev slednjega je zanimiva zaradi tega, ker je največji romarski shod v Rosalnicah ravno na Jernejevo nedeljo. Hvala Jezus in Marija, dragi moji prijatelji, toplo pozdravljam tukajšnjega župnika Jožeta, dobrodošli z nami in smo v Metliki, kjer bomo predstavili župnijo in tudi podružnično cerkev Tri Fare in tudi še katero drugo. Bog vas živi, gospod župnik. Prosim, če se našim gledalcem daje poti na kratko predstavite. Jaz sem Jože Pribernik, župnik in prošt v Metliki. Tukaj sem že 3 leta, duhovnik pa sem že 7 let. Sem na križniški župniji, čeprav sem škofijski duhovnik. Prosim bi vas, če predstavite utrip župnije Metlika, kje pravzaprav sem danes jaz vaš gostitelj, to je na med Gorjanci in Dolenjsko, ste skupaj, ne? Ne, tole je južno od Gorjancev, na sončni strani Gorjancev pravzaprav je Bela krajina, Belokranjci se ne štejejo za Dolenjce, ampak za posebno pokrajino, ki je vdana z Griči, na eni strani z Gorjanci, na drugi strani s Kočevsko planoto, pa s Kolpo, ki tudi meji na Hrvaško. Smo pa v Škofiji Novo mesto. Kakšna je sestava prebivalstva, veroučencev, obisk svetih maš? Tukaj v župniji? Da. Ja, tukaj v župniji je nekje se šteje po zadnjem štetju leta, mislim, da 91, je približno 5100 ljudi v župniji, od tega tam nekje 4500 rimokatoličanov, od tega jih hodi k maši približno 10-12%, to je od 500 do 600 ljudi vsako nedeljo. Otrok je približno 250 do 300, vsako leto prihaja k verouku, letos mislim, da okrog 270. Utrip župnije je kar zanimiv. Utrip župnije je kar zanimiv, poleg osnovnošolskega verouka in seveda vsakodnevnih maš, je kar nekaj priložnosti tudi za druge, da poglobijo svojo vero, svoje znanje versko, da se nekje vključijo v župnijsko življenje. Od 2 pevskih zborov, otroškega in odraslega, do gibanj, marinega dela, prenove v duhu, do branja svetega pisma z razlago, pa dveh zakonskih skupin, starejše in mlajše. Mladine je bilo včasih malo več, letos je kar malo upadlo to, pa upamo, da bo v prihodnje tudi kaj boljše. Kdo vam pa pomaga pri pastoralnem delu? Pri pastoralnem delu pomaga letos na novo gospod kaplan Primož Bertalanič. On je doma še Jerneja in je letos prišel na pomoč, ker smo dobili še 2 župnije v soupravo. Pa potem tudi 2 katehistini, Alica Nemanič in Darinka Orlič-Bezenšek. Pa potem seveda tudi ostali v župninskem svetu, v gospodarskem svetu, ključarji, pa mežnarji, pa še vsi ostali, ki pomagajo
in pri lepoti cerkva in pri lepoti bogoslužja, pri Karitas, pri oznanjevanju, kar precej sodelavcev je zraven. Nam predstavite dom za starejše občane in kako se delujete. Zelo dobro se mi danes zjutraj zdelo, da je bila cerkev odprta, kjer me je lepo sprejel vaš Mežnar. Ja, gledajte, tako je. Tukaj zraven župnišča je stara komenda, to je sedež komendatorja bil včasih in so pred 100 leti, dobrimi 100 leti, so križniške sestre nekje ustanovile hiralnico in sprejemale uboge ljudi in jih skrbele zanje. Potem po vojni, v drugi svetovni vojni, so potem to odvzeli in ustanovili državni dom za ostarele ali dom počitka, prizidali mu še nov trakt. Sedaj pa skušamo duhovniki skupaj seveda z direktorico in ostalimi sodelujočimi pomagati tem ostarelim na duhovnem področju, jim stati ob strani. Enkrat na mesec pridemo v dom, podeliti obhajilo in če želijo tudi spoved ali maziljenje in seveda tudi, če je kakšna potreba pred smrtjo za sakramente. Z nami tudi veliko gledalcev daje pot poti, ki verjetno te vaše župnijske cerkve toliko ne poznajo, oziroma še niso bili verjetno nikoli not, eni ja, drugi ne. Kdo je pa njihov zavetnik te vaše župnije? Naša župnijska cerkev je posvečena svetemu Nikolaju, je že 3. cerkev na tem mestu. Prvotno to ni bila župnijska cerkev. Dobrih 500 let nazaj so križniki preselili sedež župnije iz 3 far sem v Metliko oziroma takratni Novi trg, ki se je oblikoval ob gradu samem. In takratna kapela svetega Nikolaja, ki je služila predvsem tistim, ki so se njemu priporočali, to je brodarjem, čolnarjem, mlinarjem, je postala nekje župnijska cerkev. Je krasna cerkev, stara 251 let sedanja, baročna cerkev in je ena posebna zgradba, v kateri se človek zelo dobro počuti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo oddaji pot poti. Katere podružnične cerkve imate in kdo so njihovi zavetniki? Ja, imamo kar 12 podružnic. Tukaj v Metliki imamo kar 2 podružnici, to je Sveti Rok, tukaj na pokopališču, ki je bil ravnokar obnovljen, in pa Sveti Martin, ki je bil pa včasih celo državni lasti, sedaj pa spet nekje v cerkveni in skušamo nekje dobiti nov pomen za to cerkvico. Potem je tukaj še Sveti Janez Krstnik v Lokvici, Sveti Anton Padovanski v Trnovcu, pa povišanje Svetega križa v Sladni vasi, Sveti Urban na Grabrovcu, Sveta Ana v Vidošičih, potem je Luška Mati Božja v Kamenici, pa Sveti Peter v Drašičih, Sveta Marjeta v Božakovem, pa kapela Karmelske Matere Božje v Radovičih in pa seveda 3 fare ali 3 podružnice, kako hočete, ki so na istem kraju, 3 cerkvice, ene zraven druge. Posvečene so pa Žalostni Materi Božji, Trpečemu Jezusu in pa Luški Materi Božji. To je ena taka starodavna romarska pot in obenem staro župnijsko središče, ki nam je vsem nekje na posebnem mestu v naši župniji. 3 fare, verjetno naši gledalci oddaje pot poti najbolj poznajo in kjer sem tudi vaš gostitelj, bi vas gospod župnik prosil, da mogoče kaj več poveste in morda jih bomo tudi povabila oziroma nominirala, da obiščejo župnijsko cerkev v Metliki in tudi 3 fare. Ja, tako rekel, 3 fare so zelo staro središče, omenjeno že tam v rimskih časih je bila to rimska nasledina.
Potem v času prihoda Slovanov je bilo tudi to njihovo središče ali njihova naselbina. Tam nekje v 12. stoletju je verjetno že stala cerkvica, to je v času ustanovitve Zagrebške škofije, je takrat to ozemlje spadalo pod Hrvaško. Potem je pa višnjegorska grofica, ne vem, kako se imenuje, zavzela Belo krajino in je tudi cerkvica Matere Božje, Device Marije v Logu, takrat imenovano tako, je nekje prišlo v njeno last in so leta 1228 ustanovili novo župnijo v Črnomlju, katere podružnica pa je bila tudi cerkvica Device Marije v Logu. Leta 1335 se potem ustanovi nova župnija Device Marije s takratno župnijsko cerkvijo tam pri Treh Farah. Ne vemo, kako, zakaj so potem zgradili nekje v 14. in 15. stoletju še dve cerkvice poleg te ene. Ne vemo čisto točno, katera je prvotna, sklepamo pa spodnja, ki je bila večkrat prezidana, to je zdajšnja cerkvica Luške Matere Božje. To romarsko središče je en krasen biserček v naši ne samo v umetnostni zgodovini, ampak predvsem v duhovni zgodovini in Bele krajine in celotne Slovenije. Leta 1268 so Belo krajino dobili v duhovno posest nemški vitezi ali križniki in so dobrih 700 let skrbeli zanjo in so odigrali svojo vlogo in na verskem, kulturnem, gospodarskem področju. Tudi pod njihovim vodstvom so se Tri Fare razvile v enoletno romarsko središče, še posebej v visokem srednjem veku. Vse tri cerkvice so gotske, zgornja cerkev je kar precej že obnovljena, noter so pa poslikave iz nekje iz prve polovice 19. stoletja, oltarji so iz 18. stoletja, vsebujejo nekje, tam je pa tudi so orgle, stare 257 let, ajzlove in so najstarejše orgle narejene na Kranjskem. Jaz bi naše gledalce daje po poti povabil tudi na krščanski stežnik RKC, kjer je bil tudi gost novomeški škof, tudi gostili smo priora križniškega reda, ker naša oddaja gledajo po celotni Sloveniji, pa tudi preko krščanskega stežnika RKC v tujini. Kako pravzaprav priti do Treh Far? Ja, Tri Fare so zraven Metlike, dobrih 3 kilometre oddaljene. Pridete skozi Novo mesto, čez Gorjance do Metlike,